tudi tebi kdaj tako zazdi, kot da zmaga ti iz rok polzi, da to življenje sama borba je. Se trudiš, a tvoj cilj ti beži. Povem naj ti tole, ta dirka, ta borba, se trudiš res preveč in za popolnost se ženeš, čarobno zamujaš, poseljubljen si v njem, zato zaživi, ker ljubljen si. Sprejmi, da te Bog je osvobodil, dovolj si dober, ker ljubi te. Ostani to, za kar on ustvaril te je, in živi tako, kot ljubljen si. Živi tako, kot ljubljen si. Živi vedoč, da vreden si, da poznaš Boga, ki te drži. On z milostjo te poklical je, pogumno le zaživi v njej. Povem naj ti tole, da Bog vanj veruje, ja, spremenil je vse. Ni več krivde, sramu, Bog odstranil je vse. Napisan dal je v srce, zato zaživi, ker ljubljen si. Sprejmi, da te Bog je osvobodil, dovolj si dober, ker ljubi te. Ostani to, za kar on ustvaril te je, in živi tako, kot ljubljen si. Živi tako, kot ljubljen si. Živi tako, kot ljubljen si. Stoj zdaj tako, kot da veš, do njem si. Pokaži vsem, da vera ta tvoje srce je izpolnila, zato zaživi, ker ljubljen si. Dovolj si dober, ker ljubi te. Zato zaživi, ker ljubljen si. Sprejmi, da te Bog je osvobodil, dovolj si dober, ker ljubi te. Ostani to, za kar on ustvaril te je, in živi tako, kot ljubljen si. Živi tako, kot ljubljen si. Živi tako, kot ljubljen si. Stoj zdaj tako, kot da veš, do njem si. Pokaži vsem, da vera ta tvoje srce je izpolnila. Živi tako, kot ljubljen si. Stoj zdaj tako, kot da veš, do njem si. Pokaži vsem, da vera ta tvoje srce je izpolnila. Da ljubljen si. Gideon je prišel do trenutka za boj proti Midjancem. Sveto pismo pravi, da so se Midjanci in njihovi zavezniki utaborili v Jezreelski dolini, ki je bila v bližini Gideona. Torej, sovražnik je prišel v bližino, da bi znova kradel Izraelu hrano in ropal njihovo imetje. Gideon je tedaj poklical na pomoč sosednje Izraelove rodove, ki so tudi bili pod grožnjo tega napada. In Izraelovi rodovi so se dobro odzvali na ta poziv za boj. Ko so se možje iz teh Izraelovih rodov prišli skupaj, se je zgodilo nekaj presenetljivega. Čeprav je Gideonu prišla na pomoč vojska Izraelovih rodov, je znova začel oklevati. Večkrat je prosil Boga za jasno potrditev njegovega klica. In Gospod mu je z znamenji tudi jasno pokazal, da ga res želi uporabiti v tem osvobodilnem boju proti Midjancem.
Mene osebno preseneča, kako daleč je bil Bog pripravljen iti z Gideonom. Preseneča me Božja potrpežljivost z Gideonom. Čeprav je Gideon preizkušal Boga, čeprav se zdi, da je hotel pobegniti od vsega skupaj, ga je Bog še vedno potrpežljivo čakal in mu jasno potrjeval Božji načrt. Gideonov problem je bil, da še vedno ni povsem poznal Boga in ni vedel, če se Bog res vedno drži svoje besede. Gideon ni bil prepričan, če bo Bog to, kar je rekel, tudi izpolnil. Celo svoje življenje je služil lažnim in mrtvim bogovom, ki niso nič pomagali. Celo življenje je imel izkušnje z mrtvimi bogovi, ki nikoli niso držali svoje besede. Ali je tudi Izraelov Bog takšen, se je zdaj lahko spraševal Gideon. Ni danes lahko tudi naš problem, da premalo poznamo našega Gospoda. Mogoče imamo za Boga napačno predstavo. Morda smo bili v preteklosti razočarani in ne zaupamo več Bogu kot nekoč. Zato mogoče ne pričakujemo več kaj dosti od Gospoda. Lahko smo podobni tudi mi, Gideonu, ki je dvomil in okleval, da bi ga Bog lahko uporabil. Toliko kristjanov je danes žal povsem pasivnih. Dvomijo v Gospodov klic za njihovo življenje in se ne upajo odzvati. Ali pa ne zaupajo Bogu, ker ga enostavno ne poznajo dovolj dobro. Veste, kaj je rešitev za to? Preživljanje časa z Bogom v molitvi in branju Božje besede. Tako lahko spoznavamo našega Gospoda. Tako lahko raste naša vera, ki pričakuje več od njega. Tako bomo v najtežjih situacijah lahko mirno zaupali še naprej našemu Bogu. Torej, bolj kot bomo mi poznali Boga, bolj se bo povečala naša vera in zaupanje vanj. Zakaj Bog to predrzno preizkušanje Gideona ni jemal kot greh? Veste, Gideon je Boga prosil za dokaze v veri in na ponižen način. Bog je zelo milostljiv do ljudi. Gospod se je zavedal, da Gideon potrebuje to zagotovilo. Zato je Bog tudi z znamenji Gideonu zagotovil, da je z njim in se bo boril za Izrael. Ko bomo tudi sami v veri in ponižnosti iskali Božje vodstvo, nam ta Gideonov primer lepo kaže, da nas bo Bog vodil in odgovoril na naše molitve. Veste, danes imamo še večjo pravico in priložnost Boga prositi za usmeritev v življenju. Danes nam je na voljo Sveti Duh ali naš paraklet, ki nas vodi in usmerja. On živi v našem srcu, če smo postali Božji otroci in verujemo ter pripadamo Jezusu. Sveti Duh nas želi voditi in nam kazati pot, po kateri naj hodimo. On nam razodeva Božji načrt za naše življenje. Tudi v praktičnem smislu in v življenjskih odločitvah za našo službo, kariero, šolanje, zakonskega partnerja, za služenje v cerkvi in tako dalje. Za vsak naslednji korak nam Sveti Duh želi pokazati pot, po kateri naj hodimo. Še posebej pa nam bo Gospod razodeval svojo voljo in namen za naše življenje, če bomo iskreno iskali njegovo vodstvo. Sveto pismo nam pravi, da je zdaj tam pred Gideonom bilo ogromno midjanske vojske in njihovih zaveznikov. V Sodnikih 7:12 beremo o tem naslednje. Midjanci, Amalečani in vsi sinovi vzhoda pa so bili razporejeni
po ravnini kakor množica kobilic in njihovim kamelam ni bilo števila. Bilo jih je toliko, kakor je peska na morskem obrežju. Midjanci skupaj z ostalimi zavezniki so bili zares številna in močna vojska. Gideonova vojska Izraelovih rodov pa je štela 32,000 vojakov. 32,000 vojakov proti množici kot roj kobilic in peska na morskem obrežju. To je že prava misija nemogoče. Toda Bog je imel še nekaj bolj neverjetnega pripravljeno za Gideona. O tem beremo v Sodniki 7:2. Tedaj je Gospod rekel Gideonu: preveč je ljudstva s teboj, da bi jim dal Midjance v roke. Izrael bi se lahko ponašal pred menoj in rekel: s svojo lastno roko sem se rešil. Bog je preprosto rekel Gideonu, da slučajno ne bi kdo rekel, da je Izraelova vojska sama v svoji moči premagala Midjance. Želim, da se borite z manjšim številom vojakov. In potem v 3. vrsti naprej beremo: zato zdaj naznani ljudstvu in reci, kdor se boji in trepeta, naj se vrne in odide z gore Gilead. In vrnilo se jih je izmed ljudstva 22,000, ostalo jih je le 10,000. Na začetku jih je bilo 32,000. Tako je zdaj Bog zmanjšal število vojakov na 10,000. Ampak tu se ta zgodba še ne konča. Potem je Bog rekel Gideonu: še vedno vas je preveč. In tako je Bog izbral le 300 mož za boj proti Midjancem. V 7. vrsti beremo naprej naslednje. In Gospod je rekel Gideonu: s 300 možmi, ki so srebali, vas bom rešil in v tvoje roke izročil Midjance. Vsi preostali ljudje pa naj pojdejo v svoj kraj. Si lahko predstavljate, kaj se je Gideonu vrtelo po glavi? Gideon bi se lahko spraševal: Bog, zakaj nam zmanjšuješ možnosti za zmago? Se ti hecaš z mano? S 300 možmi v boji proti taki ogromni vojski je bila res misija nemogoče. Zakaj bi Bog poslal 300 ljudi proti tej mogočni vojski Midjancev? Zato, ker se ne bo boril Gideon, temveč se bo boril Bog za Izrael. Gospod je s tem Gideonom v praksi pokazal, da bo res on tisti, ki se bojuje za Izrael. Kakšno čudovito sporočilo se skriva v tem. Ne samo, da je Gospod vsemogočni Bog, ki lahko reši tudi nerešljivo. On želi, da to tudi mi sami spoznamo in doživimo. Dragi brat in sestra, mogoče se v tem času nahajaš v težkih bojih svojega življenja. Mogoče je pred tabo misija nemogoče, ki je nikakor sam ne moreš premagati. Bog želi, da v tej svoji stiski spoznaš, kako velik in mogočen je on. To, kar je nemogoče za nas, je še kako mogoče našemu Bogu. On se želi razodeti sredi tvoje težave in ti pomagati. Bolj kot je situacija nemogoča, bolj se razodeva Božja moč. Zato dovoli Gospodu, da te reši in vodi do zmage. Bog je enostavno želel naučiti Izrael, da ko mu oni služijo, je vsak nasprotnik poražen. Ne glede na število vojske in njihove naravne sposobnosti. Želel jim je sporočiti, da kako dolgo bodo oni zvesti njemu, je vsaki boj dobljen. Zato se jim ni več potrebno boriti sami, ampak Bog se bo boril za njih. Kolikokrat gremo v boj sami, v naši naravni moči in zmogljivosti?
Namesto, da bi iskali rešitev pri Gospodu, skušamo sami vse narediti in sami zmagati. Toda le Bog je tisti, ki nam lahko pomaga in nas reši. Sodniki 7:9 pravi naprej. Še tisto noč mu je Gospod rekel, vstani in zavzemi Tabor, kajti v tvoje roke ga dajem. Veste, ta boj med Izraelci in Midjanci je bil dobljen že takrat, ko se je Gideon odzval Božjemu klicu in bil poslušen Bogu, da je odstranil Malike oziroma greh iz svojega življenja in iz svoje družine. Bog je že takrat posredoval, da bo Gideon zmagal, kajti bil je poslušen Bogu in izpolnil je vse, kar je Bog zahteval od njega. Na tej točki bi po vsem, kar se je že zgodilo, pričakovali, da bo Gideon zdaj takoj šel v boj proti Midjancem. Toda znova nas preseneti, kaj se zgodi naprej. V 10. in 11. vrsti beremo. Če pa se bojiš iti sam, pojdi v Tabor skupaj s svojim hlapcem Purajem. Poslušal boš, o čem bodo se pogovarjali, zatem se bodo ukrepile tvoje roke, da boš odšel v Tabor. Tokrat se Gideonu ni bilo potrebno samemu opravičevati in iskati izhod iz te bitke. Bog je sam naslovil njegov strah. Bog je vedel, da je Gideona še vedno strah. Zato mu je dejal, naj gre zdaj po noči v Tabor Midjancev in posluša, kaj govorijo. Bog se je zelo skrbel za Gideona, čeprav je imel tako boječ karakter. Kakšna čudovita novica je to za nas danes. Tudi če smo po naravi zelo boječi in negotovi, tudi če smo v očeh človeka šibki, nas Gospod želi uporabiti. Bog nas vidi z drugačnimi očmi. On vidi, kakšni junaki smo lahko v njegovi moči. On vidi tisto, kaj bomo v bitki storili skupaj z njim. Ko je Gideon tako prišel v Midjanski Tabor, je slišal nekega vojaka, kako svojemu prijatelju pripoveduje naslednje. In v 14. vrsti beremo. To ni nič drugega, kakor meč Izraelca, Joaševega sina Gideona. Bog mu je dal v roke Midjance in ves Tabor. Za Gideona je bil ta dokaz sedaj končno dovolj. Gideon je slišal, kaj Midjanci govorijo o njem in o Izraelovem Bogu. Gospod je Gideonu spregovoril tudi preko Izraelovega sovražnika. V trenutku se mu je okrepila vera in sedaj je bil pripravljen na boj. On je rabil toliko prepričevanja, toliko dokazov, toliko potrdil, da je Bog z njim in da mu bo pomagal premagati Midjance. Končno se je njegova vera v Boga dovolj povečala in okrepila, da je bil pripravljen iti v boj. In v 15. vrsti beremo. Ko je Gideon slišal pripovedovanje o sanjah in njihovo razlago, se je do tal priklonil. Vrnil se je v Izraelov Tabor in rekel, vstanite, Gospod daje Tabor Midjancev v vaše roke. Zdaj je bil pripravljen za boj proti Midjancem. Gideon je postal samozavesten, njegova vera je napredovala in začel je resnično zaupati Bogu. Tako je Gideon s 300 možmi šel v boj proti tej veliki vojski, v misijo nemogoče. Prišli so do Tabora in tam je Gideon jih razdelil po 100 v 3 vrste. Ko so obkrožili Tabor, jim je Gideon dal znak in začeli so trobiti na rogove. Klicali so za Gospoda in za Gideona. In v 21. in 22. vrsti beremo. Vsakdo je stal na svojem mestu krog in krog Tabora. Ves Tabor je bil zbegan in vpili so ter bežali. Medtem, ko je trobilo 300 rogov,
je Gospod po vsem taboru naravnal meč enega proti drugemu. Tabor se je razbežal do Bet Šite proti Ceredi in do brega Abel Mehole pri Tabatu. Bog je zmedel Midjance in ostale sovražnike, da so bili na koncu čisto neorientirani. V tej zmedi so začeli teči naokrog in vpiti. Gospod je tako naravnal meč enega proti drugemu, da so se med seboj pobijali. Nato se je razbežala sovražnikova vojska in Izraelci so krenili za njimi. Ko so jih vse zasledili in porazili, so ubili tudi midjanska princa Oreba in Zeba. Tako je Izrael porazil Midjance in njihove zaveznike. Zmagali so jasno zaradi Božje moči. Znova so se osvobodili okupacije sovražnika in začeli živeti v svobodi, ki jim jo je namenil Gospod. Veste, Bog se je zvesto držal svoje besede in obljube Gideonu. Naš Gospod je zvest Bog, ki vedno izpolni tisto, kar reče. Kako čudovita novica je to še danes za nas. Vsaka obljuba v Svetem pismu, ki nam jo daje Gospod, bo tudi uresničena. Iz današnje pridige si najbolj želim, da si zapomnite naslednje. Prvič, če bomo iskali Božji načrt in njegovo voljo za naše življenje, nam bo Sveti Duh to razodel. Gospod nas želi voditi po najboljši poti. Kot je vodil Gideona in mu potrjeval ta klic, tako bo vodil tudi nas, če bomo iskali glas Svetega Duha v našem srcu. Drugič, Bog nas danes želi uporabiti v misiji nemogoče. Veste, kaj je danes za nas misija nemogoče? Voditi ljudi, ki so brez upanja do novega življenja po veri v Jezusa. To mi ne moremo storiti sami v svoji lastni moči. Za nas je to misija nemogoče, toda naš vsemogočni Bog to lahko stori in nas pri tem uporablja. Tudi v naši deželi in na Štajerskem želi Gospod, da gremo z njim v misijo nemogoče in druge vodimo do Jezusa. Tretjič, z Jezusom smo veliko močnejši. Morda smo sami šibki, toda naš Gospod je velik. Tudi največja sovražnikova vojska nas ne more premagati, kajti z Gospodom smo nepremagljivi, ko se on bori za nas in nas ščiti. Jezus je premagal hudiča in z njim smo na strani zmagovalcev. Zato lahko tudi mi danes živimo v tej čudoviti zmagi Jezusa Kristusa. Kot je klical Gideona, tako Bog še danes kliče nas. Okrog nas se odvija duhovni boj, v katerem se gre za svobodo ali suženstvo tu na zemlji in nebesa ali pekel po smrti. Bog nas kliče, naj se borimo za njega v imenu Jezus. On nas še danes želi uporabiti prav tam, kjer živimo, v cerkvi ter zunaj med ljudmi. Zato iščimo Gospodov namen za naše življenje in bodimo poslušni Božji besedi. Naj nam Gospod pomaga, da bi po poti življenja v veri hodili kot zmagovalci, ki se v imenu Jezus borijo za nebeško kraljestvo. Amen. Združimo se v molitvi. Dragi Oče, hvala ti za to čudovito zgodbo o Gideonu. Koliko velikih lekcij se lahko naučimo iz te zgodbe za naše življenje. Gospod, hvala ti, da si ti pokazal Gideonu, da si ti tisti, ki se boriš za svoje ljudstvo. In Gospod, mi sami spoznavamo, da te rabimo v našem življenju. Sami ne zmoremo, smo prešibki, velikokrat ne vemo, kako naprej. Ne moremo se rešiti kar tako iz naših stisk. Ampak Bog, ti imaš odgovor za naš problem. In prosim te, Bog, da vsakega izmed nas se dotakneš in nam pomagaš, Gospod,
da bi šli s tabo novim zmagam naproti. Gospod, reši nas iz naših stisk. Ti bodi tisti, ki se bori za nas. Mi pa želimo, Gospod, biti tebi poslušni, tebi zvesti, služiti tebi. Kajti zavedamo se, ko gledamo Gideona, da samo takrat se boš ti boril za nas in boš ti resnično nam pomagal. Gospod, hvala ti za to zgodbo, da nas ti kličeš, tudi takrat, ko sami dvomimo vase. In Sveti Duh, prosim te, da ti potrjuješ svoj klic v našem življenju, da nam ti govoriš jasno, nam kažeš, kako nas želiš koristiti za Božje kraljestvo, kako želiš, da ti služimo v cerkvi, kako lahko drugim okrog sebe pomagamo in jim izkazujemo Božjo ljubezen, ter jih vodimo do Jezusa. Pomagaj nam, Gospod, biti tvoji služabniki in spoznati ta namen in tudi v veri slediti tebi, Jezus. Hvala ti za vse, kar imaš ti za nas. To molimo v imenu Jezus. Amen.